Dober dan, lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci. Pripravili smo jo, ker bi radi z vami delili veselje in ponos, da smo del dolge in pomembne zgodbe, 70-letnice izhajanja slovenskega katoliškega tednika Družina. Z mano sta Tone Rode, direktor Družine, in Boštjan Debevec, odgovorni urednik tednika. Draga sodelavca, kako se počutite, kakšni občutki vaju navdajajo sedaj ob vstopu v ta veliki jubilej? Dobro, prav lepo pozdravljeni kolegi novinarji, ki ste prišli v tako velikem številu, v bistvu nepričakovano na deževen dan in na dan, v bistvu, ko dejansko pričenjamo odštevati v bistvu dni do našega rojstnega dne, 7. maja 1952. Z jutrišnjim dnem dejansko je pričelo odštevanje 70. leta izhajanja. In za to leto imamo kar nekaj zelo zanimivih načrtov. Obdaja nas pa, vsaj mene osebno, Boštjan bo še ti dodal, pa verjetno se bova tukaj ponavljala, ampak ena res globoka hvaležnost Bogu najprej, Potem vsem, ki so bili pred nami, ker 70 let življenja nekega medija, neke organizacije, to ni absolutno samo po sebi umevno, 70 let življenja v dveh političnih sistemih, v času totalitarnega enoumja in sedaj v demokraciji, 40-30, to ni kar tako, To je v bistvu zasluga prednamcev, zasluga sedanje organizacije sodelavcev, tudi novih, ki prihajajo. Predvsem pa je to ena velika zasluga naših bralcev in dolgoletnih naročnikov. Kot veste, mi smo medij, ki absolutno 100% sloni na prostovoljnemu prispevku, želji potem, da nas še naprej berejo naši bralci in naročniki. In njim gre tista hvaležnost, da nismo nikoli bili ne v finančno breme ustanoviteljev, ne v finančno breme nikakršne javne inštitucije, pač pa smo samostojni mediji, ki glasno, z veseljem in ponosom pove, da smo bili in bomo tudi še vnaprej jasno slovenski katoliški tednik, slovenski katoliški medij. Hvala. Boštjan? Kakšna beseda se bo ponovila, lep pozdrav tudi v mojem imenu, vsem vam, kolegom novinarjem. Zase bi rekel to, da me predvsem prevzemajo občutki spoštovanja in hvaležnosti, dve besedi. Spoštovanje do ljudi, ki so ustvarjali vsebine, obliko in tehnični vidik v tistih časih, ko je bilo res zahtevno. Pred sabo imam tlele zbirko Družin iz leta 52 in ko sem se zadnje dni mečkan zakopal po teh arhivih, ko mal povohaš ta star papir, nehote v bistvu se ti pride na misel v bistvu občutek hvaležnosti. Hvaležnosti in spoštovanje do teh ljudi, ki so v teh razmerah ustvarjali. Po drugi strani pa hvaležnost, pa spet eno spoštovanje vsem naročnikom, ki so iz generacije v generacijo ostajajo zveste družine, družini naši z veliko in so z nami tudi danes. Bi rekel, in smo v tem smislu tudi zelo uspešni. Naše praznovanje začenjamo v medijsko razgretem času, v času, kjer smo po eni strani tradicionalni mediji spet dobili veljavo, zato ker prinašamo zanesljive, preverjene, verodostojne novice, mi pa tudi verske, v ospredju pri nas so vrednote, radost življenja. Praznovanje pa tudi v času po drugi strani, ko so mnogi mediji prepričani, da so napadeni. Zato je tu izkušnja Družine mogoče zelo povedna. Družina je bila ustanovljena v totalitarnem režimu, doživela je zaplembo 4. številke leta 1975, takratne oblasti so omejevale naklado z tako imenovanim pomanjkanjem papirja, prisotno je bilo spremljanje vsebin in zaposlenih strani tajne politične komisije, v uredništvu so vedno bili sumi kakšnih krtov,
pa sodna zasliševanja, preiskave in obsodbe, ki so lomile uredniško avtonomijo in silile v samocenzurno vsebinsko omejevanje na ozke verske tematike. Še bi lahko naštevali, pa ni potrebno. Vse te pritiske so naši predhodniki zdržali, zato je naša odgovornost danes še večja, tako kot takrat tudi danes vemo, da nas brez naših bralcev, tako kot je povedal že direktor, ne bi bilo. Vedno s teboj, stavek, slogan, ki smo ga izbrali za naše praznovanje. Pa Boštjan, prosim, če nam malo poveš, kako se ta stavek, kako se ta misel odraža skozi vsebine tednika danes? Ja, hvala, Manica, za to vprašanje. Vedno s teboj, jaz razumem predvsem v tem smislu, da izhajamo iz življenja. To je bil tudi moj moto, ko sem prišel pred kratkim, ne tako relativno kratkim časom na družino, in se mi zdi, da ni področja v življenju kristjana in tudi širše, pač ljudi, ki čutijo, da jim je krščanstvo vsaj v nekem etičnem smislu blizu, ni področje, ki bi bilo nedotakljivo oziroma se ga ne bi lotili z našimi vsebinami. In to se mi zdi zelo pomembno, da prihajamo do ljudi na vseh področjih. Področje družbe, področje razvedrila, odnosov, da narečem seveda področje duhovnosti, ki je naše temeljno poslanstvo bilo vedno prinašati v bistvu eno pot in kazati pot, kako v času in prostoru prihajati do Boga in se odzivati na izzive tega časa. To se mi zdi, da je ena naloga, ki je vedno bila in vedno bo in je tudi naloga te ekipe, ki smo zdaj tukaj na tem mestu. Kako pa vidiš vlogo tiskanega medija v prihodnje? Mogoče, če poveš tudi, da družina ni samo tiskana, razvijamo tudi, smo pred prenovo spletnega mesta. Najprej sem zelo vesel, da naklada družine je v zadnjem času, sploh po prenovi 2019, ko smo v celoti prenovili obliko in tudi vsebinsko nekako posodobili naše vsebine, da je naklada ostala praktično bolj ali manj nespremenjena za razliko od ostalih časopisov, ki grejo bolj navzdol, žal. In to smo veseli, se pravi, da nam naročniki zaupajo tudi v tem letu, ko je bilo zahtevno za vse nas, za medije, mogoče še na poseben način, tiskane še toliko bolj, da nam naklada ni padla. Meni to govori ena stvar, da imamo neverjetno zveste naročnike, neverjetno zveste bralce, ki nas res spremljajo in kjer imajo eno visoko mnenje o naših vsebinah v preteklosti in danes. Kar zadeva tiska, bi pa rekel tako, tisk je, če se malo pošalim, je alfa in omega. Na nek način je začetek medijev, z tiskom so se mediji začeli in skozi tisk ljudje mogoče malo globlje dojemajo vsebine kot sicer iz elektronskih medijev, ki so absolutno pomembni, v tem času smo videli, da brez njih ne gre, ampak ko pa človek želi narediti eno mogoče malo globljo analizo, ne vem, dneva, tedna, ki je za nami ali dogajanja nasploh v družbi, v svetu, se mi pa zdi, da je ta izkušnja branja iz tiska, iz papirja, da ima pa še eno dodano vrednost in verjamem, da bo tako tudi ostalo, predvsem bo pa odločala kvaliteta vsebin. Hvala. Ob tem sem se še spomnila, to geslo, ta slogan Vedno s teboj se nam je povrodil v lanskem letu že, v času prvega vala korone, ko se je naenkrat vse ustavilo, zaprlo in smo mi dejansko bili en mesec v neposrednem stiku preko telefonov, dobesedno vsakim bralcem posebej, seveda tistim, ki so nas klicali. In je to neverjetno, koliko bralcev smo takrat z osebnimi pogovori tudi pripeljali na elektronske medije, na to, da znajo brati družino tudi na spletni strani. Tako da smo res bili
vedno s teboj vsakim posebej. Ja, hvala za to dopolnitev, ja, zelo pomembno. Gospod Tone Rode, direktor, gledajte, iz verskega lista davnega leta 1952 je iz majhnega gočičnega zrna zrasel ne samo tednik Družina, temveč celotna družina, ki kot prava družina združuje različne dejavnosti, od založniške, knjigotrške, izdajamo več kot 10 revij, imamo turistično-romarski urad, sodelujemo v mednarodnih organizacijah. Kam naprej, kakšni so izzivi, načrti? Ne nazadnje in vedno dopolnjujoč to, kar je že Boštjan povedal, naše poslanstvo je biti blizu ljudem. In kot taki, gremo tam, kjer ljudje so. Ne? In v tem smislu je naš izziv sedanjosti, pa tudi prihodnosti, kar nekaj najav bo v tem jubilejnem letu nekih novih projektov, ki se jih bomo lotevali, lahko jih tudi na kratko naštejem, ampak vsi imajo ta skupni imenovalec, da gremo tam, kjer so danes tudi naši nesedanji, ampak celo bodoči gledalci, poslušalci in bralci. To rečem namerno, ker danes razviti se v ubran orkester, ne, v dejansko celovito medijsko hišo, ni samo po sebi vnevno, ampak je pa nujnost. Če želimo dejansko biti blizu ljudem, tako kot smo si to zadali v davnih 70 let nazaj. Predvsem pa tudi biti pozoren za to, da smo dejansko glas teh, ki nimajo glasu. Bili smo vse skozi glas teh, ki so mogoče malce zapostavljeni ali pa ne najdejo mikrofona ali lista papirja, kjer lahko izrazijo svoje mnenje. Pač mi iščemo prav načrtno te zgodbe. Ne. Hkrati pa mislim, da naša zavezanost resničnosti, stvarnosti in resnici s kombinacijo krščanskega spoštovanja in sočutja do sočloveka sta tisti ključ do nekih uspehov tudi v prihodnosti. Boštjan je že omenil razvoj spleta, tu je kar nekaj novih izzivov, pa če lahko na kratko. V letošnjem letu moram reči, kar lahko že najavimo v prihodnih tednih, ne upam se reči, da v maju, ampak skoraj, ker imamo termin, ampak mogoče se že kaj zaplete, načrtujemo predstavitev popolnoma prenovljene, ne samo vsebinsko, oblikovno, temveč tudi sistemsko, tehnično, naše prenovljene spletne strani, prenovljene spletne trgovine, ki je dejansko tudi v korona času zagotovo držala po konci vse ostale dejavnosti. V kratkem pričenjamo tudi z multimedialnim programom naše založbe. Video program Reflektor pričenja svoje delovanje 12. maja. To bo tedenska oddaja, ki jo boste lahko spremljali na YouTubeu, pa mogoče še kje, zagotovo pa tudi kot podcast na Spotify in drugih podcast platformah. Še en zelo zanimiv projekt je, mislim, s poudarkom, da ne pozabljamo, da se približujemo mlajšim generacijam, ampak hkrati ne pozabljamo na te, ki so vse skozi z nami. Lotili smo se projekta digitalizacije celotnega arhiva družine. Od leta 1952 do danes, v doglednem času, mogoče 2 mesecih, bo na voljo vsem naročnikom družine, v spletni obliki seveda, ampak ne samo za gledanje, temveč tudi za iskanje podrobnih informacij znotraj tega skeniranih strani, celoten opus družine in prilog. Seveda, potem bi lahko še našteval možnost novih oblik naročnin prihaja, možnost tudi naročnine digitalne družine, ponovna aktivacija vsekakor dogodkov, ne, ker če hočemo biti blizu ljudem in vsak dan s teboj, ne, to želimo doseči preko digitalnih medijev, ampak ta osebni stik, ki ga mi že načrtno razvijamo tudi preko dogodkov, preko galerijskih dejavnosti, preko okroglih miz, turistične dejavnosti,
želimo še naprej zelo načrtno podpirati. Ker ta osebni stik, takoj, ko bo mogoče, res upam, da bomo eventualno lahko praznovali 70-letnico družine leta 2022 v nekih drugih okoliščinah in da se bo dalo tudi pogledati iz oči v oči pa videti drug drugemu na smeh, ko bomo nazdravljali družini za 70 let. Hvala. Je mogoče kakšno vprašanje? Jaz bi mogoče eno vprašanje, sicer mogoče, če se ozremo v preteklost, če je družina povedno vplivala tudi za sam proces demokratizacije naše države. Pa zdaj, če pogledamo, pa mogoče pogledamo prihodnost, kakšno so pa morda tudi vsebinske smernice za naprej, vendarle ne gre skoraj za verski tednik, v njem najdemo res široko paleto različnih tem. Jaz bi rekel tako, da vsebine, ki jih bomo pripravljali, se želijo čim bolj vpeti v vse segmente življenja. Se pravi, področje družbe, področje življenjskega sloga, odnosov, vsega, kar človek danes doživlja, se pravi, vsekakor tudi vprašanja, ki so globalne narave, ker zadevajo svet, pač smo tudi Cerkev na Slovenskem in tudi Slovenija sama pač je vpeta v neke mednarodne povezave, odnose in situacijo, ki absolutno zahteva refleksijo tudi strani osrednjega katoliškega tednika in pomagati ljudem razumeti ta čas na vseh področjih življenja. To bi rekel, da je ena od temeljnih usmeritev našega uredništva. Bi pa še to rekel, da zelo pomembno pri vsem tem pa je, da družina ohranja eno spoštovanje tudi do drugače mislečih. Da vsa ta desetletja, ki so za nami, se družina, vsaj to, kot je meni poznano, ni spuščala pod nek nivo komuniciranja tudi z drugače mislečimi. Tudi v času demokratizacije, pred časom demokratizacije je ohranjala nek nivo spoštovanja. In to se mi zdi zelo pomembno tudi za vse slovenske medije, da se vsi potrudimo, da pod nek nivo ne gremo. In temu se bomo trudili in delali za en tudi širši družbeni dialog v Sloveniji. Omenili ste demokratizacijo Slovenije, omenili ste nenazadnje tudi precejšno družbeno-politično izpostavljenost tednika in naše založbe in naše medijske hiše. Tako je bilo in tako bo tudi vnaprej. Zakaj? Zato, ker smo ne samo slovenski katoliški tednik, vendar tudi, če želite, mediji slovenskih kristjanov, slovenskih katoličanov, ki imajo absolutno vso pravico, da v demokratičnem smislu in v zboru različnih glasov neke družbe izpovejo svoje vizije za družbo, v kateri živijo. In mislim, da je družina vse skozi stala za to vizijo in jo bo absolutno tudi vnaprej, kot pravim, s spoštovanjem do resničnosti, stvarnosti, do resnice, tudi s sočutjem in spoštovanjem do sočloveka, pa vendar z jasnim glasom, ker pod nami, pod našim imenom vedno piše, kdo smo. Nikoli nismo skrivali, ali smo levi, desni, zgornji, spodnji. Mi smo slovenski katoliški medij in taki bomo tudi ostali. Glede vpliva na osamosvajanje je mogoče pri splošni javnosti tako malo prezrta ta moč družine, ki je bila gotovo zelo velika in pomembna. Namreč v tistem času so bile tudi naše naklade zelo visoke, vedno blizu 100 000 in takrat je pomenilo to, da imaš naročeno družino tudi nek upor proti temu komunističnemu režimu. In gotovo je takrat družina s svojimi vsebinami zvesto je sledila, redno objavljala izjave Komisije pravičnosti in mir, ki so bile zelo, včasih tudi tedenske, mesečne, potem spodbujala civilno družbo. Če se spomnite samo na te molitvene skupine, ki so se začele pri frančiškanih, spremljale v bistvu vso to demokratično dogajanje in si upamo reči, no gotovo je kalila ljudi samozavest in to jedro, da so se potem ljudje znali in upali odločiti za samostojnost.
In en od naših praznovanj bo tudi to, da bomo pripravili v drugi polovici leta prav na to temo razstavo, mislim, da bo v Cankarjevem domu, o vlogi katoliškega tiska in družine skozi 70 let in prav s poudarkom na tem obdobju osamosvajanja. Res bi še eno vprašanje? Prosim. Gospoda Rodeta, torej celotna medijska hiša, rekli ste, torej ohranjate to katoliško identiteto jasno izrečeno in preko vsega, kar delate. Na kakšen način pa se kot hiša približujete mogoče tistim kristijanom, ki pa so se oddaljili od cerkve ali pa ki so izstavci današnji? Vemo, da imate različne oblike poleg tehnika, na katere načine se jim približate in zakaj to pomembno? Naša vloga je vedno bila in je večplastna. Ne? Najprej seveda informiramo, izobražujemo, bodrimo, navdihujemo katoličane. Ampak širše pa imamo absolutno cilj stika z vsakomur, ki želi za nas slišati, ne? Ki želi dejansko, njim smo namenjeni posredovati lepoto krščanskega življenja, taka kot je, brez nekih recimo formul in mogoče pričakovanih oblik, ne, obrednega življenja. Učenje katoliške cerkve je nazadnje v jeziku, ki ga lahko vsakdanji človek razume. Graditi mostove dialoga, pogovora na področju različnih tem, pri katerih mogoče si nismo enotni, pa vendar biti dejansko dejavnik komunikacije, pogovora. Nenazadnje odkrivati tudi semena dobrega, lepega, resničnega, kjerkoli to uspeva. Ni nujno, da ima vsaka stvar pečat krščanstva, pečat katolištva. Nam so skupne vrednote in tiste vrednote nas lahko povezujejo. In seveda mi to gledamo skozi krščanske oči, ampak kdo drugi pa lahko eventualno pride skupaj z nami po neki drugi poti. Nenazadnje pa tudi gre za to, da imamo radi Slovenijo, imamo radi sočloveka, da smo radi v stiku, ne? In da smo odprti tudi in ranljivi tudi za mogoče kakšne stike, ki niso toliko prijazni, pa vendar, da smo tu, da tu stojimo in smo na voljo za odprt, dobrosrčen pogovor z vsakomur. No, in v tem smislu verjetno so tudi vprašali kar nekaj naših načrtov, idej, gre tudi širše od recimo najožje skupnosti kristijanov, nedeljnikov. Ne. Eden izmed takih zelo uspešnih projektov je absolutno Aleteja.si, upamo, da bo ta naša nova oddaja, video oddaja Reflektor tudi segla širše, dlje od tistega samega jedra, ki nam je absolutno zvest in ki je naš prvi cilj delovanja. Je še mogoče kakšno vprašanje? Če ne, bi jaz samo na kratko nanizala naša praznovanja v prihodnjem letu. Tako kot smo že zdaj večkrat povedali, se na praznovanje 70-letnice pripravljamo skupaj z našimi naročniki, bralci, gledalci, poslušalci. Srečevali se bomo z njimi po župnijah, pripravljali bomo dogodke v različnih krajih po Sloveniji, prišli bomo v vsako škofijo, pač glede na možnosti, ki bodo dovoljene. Pripravljamo tudi eno veliko romanje v Sveto deželo prihodnje leto. Našim zvestim naročnikom smo še iz lanskega leta dolžni romanje v Prago. Zakaj omenjam zdaj romanja? Tudi romanja pri nas so nastala spontano, zgodovinsko potegnjeno. Kot zanimivost naj povem, da je družina prvo romanje pripravila leta 1971. Takrat so z čarterskim avionom pelali romarje iz Jugoslavije, takratne v New York. 50 let, ne? 50 let nazaj. Zanimivo. V rubriki v tedniku bomo predstavljali zveste naročnike, družine z najdaljšo naročnino, mlade družine, naše poverjenike, druge zanimive goste. Pripravili smo skrbno izbran katalog 70 knjig za 70 let, s tem bomo širili bralno kulturo. Kot sem že omenila, pripravljamo tudi zgodovinsko razstavo.
Pripravljamo tudi družbeno odgovorno kampanjo Klopca za razmislek. Ob obnovljenih znamenjih križih bomo postavili klopcev, kjer se bo mimoidoči lahko usedel, prebral družino ali kakšno drugo knjigo, posadili bomo mogoče drevo. Vsega seveda ne moremo razkriti, marsikaj je zaradi posebnih razmer še odprto. No, ampak če dovoliš, vsekakor veliki dogodek, pa potem maja 2021. Ja, to pa upamo, da bo res lahko veliko srečanje. Ja. Tako, že danes zvečer pa vas vabimo k spremljanju pogovora, v katerem bomo odprli osebno in tudi aktualno perspektivo pri presojanju dosedanje vloge družine. Gostje pogovora, ki ga bo vodil kolega Bogomir Štefanič, sicer urednik Slovenskega časa, bodo dr. Stane Granda, zgodovinar in pisec. Pri nas pa ima tudi najdaljši staž zunanjega kolumnista. Rednega. Potem magister Božo Rustja, komunikolog, naš nekdanji sodelavec, profesor na Teološki fakulteti, in Urška Makovec, nekdanja kolumnistka in sedanja urednica spletnega medija Aleteja. Hvala, da ste bili z nami, vabljeni še na druga srečanja, vabila bodo sledila. Hvala lepa.